In dobro jutro na sveti za našo osebno rast. Jaz sem vesela, da je danes znova z nami psihoterapeutka Urška Ajdišek. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. In danes se bova pogovarjali o tem, zakaj bi sploh nekdo šel k psihoterapeutu oziroma k psihoterapeutki. Mogoče na prvi pogled bodo rekli gledalci, joj, pa kakšno je to vprašanje, ampak ne nazadnje ugotavljava, da je kljub temu, da smo leta 2020 in da vsi vemo, da je zelo pomembno, da delamo na sebi, še vedno včasih malo stigmatizirani, če rečemo, jaz imam pa psihiatra, oziroma jaz imam psihoterapeuta, psihiater je že naslednja faza, mogoče takrat še bolj zastrižejo z ušesi prijatelji, če jim to povemo. Zakaj? Ja, jaz mislim, da je to šlo pač skozi zgodovino. Na začetku, ko se je to, v bistvu, ko se je sama psihična ali pa psihološka pomoč začela v bistvu iskati. Najprej seveda so bili to psihiatri in seveda zdravniki, pa potem mogoče psihologi, kadar so imeli otroci kakšne razvojne težave ali pa recimo, kadar je bil treba kakšne teste psihološke delati. V zadnjem času pa seveda je precej drugačna smer temu, ampak imam občutek, da se ljudje še vedno pogosto bojijo te stigme, češ jaz pa rabim pomoč, to pa je nekaj zdaj hudega, se pravi, a sem jaz zdaj nor. To je naslednji stavek, je res, a sem jaz nor. Včasih smo bolj nori, če ustrajamo sami, bi jaz rekla. Težko nam je, mogoče tudi malo že v naši kulturi, težko nam je poiskati pomoč. To je, se pravi, na eni strani zaradi enega tabuja, kaj pa meni to pomeni, če jaz ne zmorem sam, kaj bojo pa moji prijatelji rekli, tako kot ste sama že omenila. Medtem ko na drugi strani je tudi druga skrajnost, se zdaj pojavlja pogosto, ko ljudje to jemljajo kot nek del, kot bi rekla, malo modnih smernic, se pravi, ne vem, po imenu psihoterapeuta ali psihiatra, kot da bi nekako merili svojo prisotnost v družbi in tako naprej. Hvala Bogu, neka srednja pot in najbolj prava, običajno je ta, da se vse več ljudi poslužuje te vrste pomoči, ker kot pravijo, ti greš po moč. Ne greš, ko greš po pomoč, greš po tisto neko svojo moč, noter, ki jo imaš. Se pravi, jaz bi po svoje rekla nekaj, kar si izgubil, neko ravnotežje v življenju si izgubil in zakaj bi se pravi, trudil v nekem začaranem krogu sam, če lahko nekdo pri tem te vodi, ti pomaga. Ampak, če gremo po moč, torej ne po pomoč k psihologu, psihoterapeutu, je to neko zagotovilo, da bo zdaj on kar rešil vse, kar nas teži, vse naše težave bodo izginile kar tako, ali moramo biti zelo aktivni pri tem? Ja, to je ključno vprašanje. Ljudje pogosto, ko stopijo skozi vrata ordinacije psihoterapeuta, prav to pričakujejo. To je seveda prvo, kar je nemogoče, nimamo nekih čarobnih palčk, in drugo je narobe. Če nekdo pride mene vprašati, kaj naj naredi in potem sledi mojim navodilom, potem to ni nič njegovega. Cilj, to mu bo šlo skozi eno uho not in skozi drugo ven. Cilj psihoterapije je vedno poiskati vire te moči znotraj vsakega človeka, posameznika. Se pravi, nekdo, ki se odloči za psihoterapijo, mora biti na stopni, da je pripravljen nekaj zase narediti. Se pravi, psihoterapeut je tam, da usmerja. Vsaka rešitev, ki jo ponudi prehitro oziroma mu da nasvet, konkreten nasvet, je pogosto medvedja usluga. Zato, ker ljudje smo na različnih, temu bi rekla, stopnjah. In če gledamo zgodbo o metulju, ko je zapornik opazoval metulja, kako vsak dan izgube, dan za dnem na milimetre odpira svoja krila. Vsaka tista sekunda, minuta, ura, dan
je potreben in tega truda, ki ga ta metulj vlaga v to, da nekoč svoja krila lahko razprostre, je pomembna, da je on dovolj krepak, da zaživi po svoje. Se pravi, če psihoterapevt daje človeku rešitve, potem ga ne krepi, da bo on nekoč samostojen. To je ključen tabu, a bom jaz zdaj odkar hodim v psihoterapijo, a bom jaz odslej vedno od nekoga odvisen. Ne. Ključno je, da mi krepimo te njihove vire, poiščemo te prave stvari v njih in na njih gradimo, zato da so klienti dovolj močni, da sami zaživijo svoje življenje naprej. Včasih pride nekdo na psihoterapijo zato, da bi dokazal svojemu partnerju ali partnerki, da je kriv, da dela vse narobe. Ampak pravite, to tudi ni najbolj pravi način. Ne. Oziroma sploh ne pravi način, pravite. To je zelo pogosto, ja. Ljudje pridejo, da bi dokazali partnerju, da z njimi ni nič narobe in da psihoterapevtki dokažejo, da je nekaj narobe s partnerko ali partnerjem. Seveda to ni pravi razlog, zakaj greš v psihoterapijo. Nikoli ne rešuješ partnerja, vedno rešuješ samo sebe in ko spremeniš nekaj na sebi, je seveda posledično videti spremembe tudi v partnerstvo. Ampak vedno je ključna ta iskrena želja, da ti želiš in da v bistvu moraš nekaj spremeniti pri sebi. Takrat, ko na nek način izgubiš ta stik s sabo, stik s svojo dušo. Prihajajo pa tudi pari na terapije. To je mogoče tudi tendenca malo. Vsekakor ni več tak tabu, kot je bil. A tam je pa potrebno, da delate z obema? Ja, ko govoriva o partnerski, ker tukaj svetujemo tudi mi večkrat, ne v glavnem v naših odnosih. Pri partnerski terapiji je zelo ključno, ja, seveda vedno ima en večji interes za ohranjanje odnosa od drugi, ampak je ključno, da sta oba za to. Če oba nista za to, potem dvomim, da bo psihoterapija uspešna. Najlepša hvala, Urške Dišek, tudi za to, da nam ne nazadnje pomagate podirati tabuje, ki še vedno so v naši družbi. Midve se kmalu vidiva. Hvala. Hvala tudi vam.